Long three-pointer. Puts it in! Luka Doncic from way downtown! Spins on Jackson. Layup. It's good! 40-point triple-double, and the Mavericks are up 2. Finney-Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up. Three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go! Luka Doncic! Jojo, Marko, živijo, pozdravljen, kako si, kako gre, lep pozdrav Celje, seveda. Ja, zdravo, Matej. Bi rekel bi, da sem super, ampak sem že kar malo živčen. En dan pred tekmo, pa snemamo že drugi podcast v tem tednu. Dobro nam gre, upam, da bo šlo tudi našem Dallasu tako dobro. Res je, dobro nam gre in po vsaki tekmi Dallasa in Miamija bomo posneli tudi analizo in zato naslednji dan ali pa na isti večer ne spreglejte naših podcastov, kjer bomo podrobno analizirali celotno dogajanje. Zdaj pa se bova posvetila napovedniku za prvo tekmo, za serijo, malce bolj se poglobila. Preden začneva z Dallasom in Miamijem, bi vas samo na hitro zaprosil, če lahko tale posnetek všečkate in se seveda naročite na tisti platformi, kjer nas poslušate, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple. Posod bomo veseli všečkov, naročnin in seveda tudi komentarjev. Po zadnjem podcastu je bilo dosti zanimivih komentarjev, nekaj tudi takih, ki so nas pokritizirali, predvsem Blaža in mene, ko sva spekulirala o tem, da za slovensko reprezentanco niti ni tako slabo, da bodo Mavericksi v prvem krogu igrali proti Clippersom. Ja, niso nas pokritizirali, ampak tebe in Blaža, tako moraš povedati, ja? Ja, res je. Blaž je bil tisti, ki je bil najbolj zagret za to idejo. Jaz sem pa tam nekje, da bi bilo morda najbolje za Dallas, da naredi korak naprej, se uvrsti v drugi krog in potem izpade. To je seveda lep korak naprej za Dallas in zmaga proti Clippersom v prvem krogu bi bila tudi neka lepa krona te sezone. Potem pa lahko Luka pride še z reprezentanco narediti korak naprej in reprezentanco popeljati na prvi zgodovinski nastop na olimpijskih igrah. To bi bila taka kompromisna rešitev, Marko, a ne? Matej, vseeno se ne boš izvlekel na Dimka, ki vam ga namenja ena naša komentatorka, če Dallas slučajno zmaga, namreč luzerja. In z veseljem ga bom uporabljal večkrat, če Luka res zmaga oziroma Dallas. Ne, se bi vsi radi videli, da Luka pride čim dlje z Dallasom, ampak letos je precej specifična situacija in vprašanje, kdaj bo Slovenija dobila naslednjo priložnost za igro na olimpijskih igrah, ampak o tem po play-offu, tudi za kvalifikacije in potem seveda upajmo še olimpijske igre, bomo snemali podcaste, napovednike in tudi potem analize po tekmah, tako da še enkrat, če niste naročeni na naš YouTube Sportinfo kanal ali pa na ostale platforme, kjer lahko poslušate naše podcaste, potem se naročite in kliknite še tisti zvonček na YouTube zraven, pa boste obveščeni o vseh novih podcastih. Zdaj pa, Marko, da ne bova preveč zgubljala časa s tem. Verjamem, da ti tega nočeš, ne? Nočem. Greva kar na napovednik prve tekme Dallas Clippers, potem pa v drugem delu podcasta še Miami proti Milwaukeeju. Mimogrede, to morava omeniti, preden zagrizeva v to analizo. Prvi tekmi Dallasa in Miamija se igrata ob odlični uri za vse slovenske ljubitelje NBA košarke, navijače Dončića in Dragića. Miami bo prvo tekmo v soboto igral že ob 8 po našem času, Dallas pa naslednja tekma, ki sledi na ta dan, ob 22:30 minut. Torej obe tekmi si boste lahko ogledali, potem pa ne spreglejte naše analize. Ana da Marko, zdaj pa začniva s Dallasom in Clippersi. Pa morda, Marko, lahko začneva z izjavo Tyrona Lua, trenerja Clippersov, o tem, kakšno obrambo bodo igrali proti Luki, kakšno obrambo bodo igrali proti Mavericksom.
In sicer on je dejal, da je seveda Luka glava te kače Mavericksov in da se vse začenja in končuje z njim. Rekel je, ne moremo mu pustiti, da se bo lagodno počutil, ves čas je treba različne obrambe menjati na njemu, različne igralce, malce switchanja, malce blicanja, čim več različnih tipov obramb in različnih obrambnih igralcev, tako da on ne bo nikoli vedel, kaj lahko pričakuje in na to pa lahko dodamo še verjetno dobršno mero provokacij, če sklepamo po lanski seriji, Ana da Marko. Ja, na srečo gre tukaj za ponovitev serije in kot smo videli Luko skozi celo kariero, se vedno nekaj nauči iz prejšnjih serij, iz prejšnjih srečanj z raznimi igralci, ki so mu povzročili težave in verjetno se nad Morrisom ne bo več toliko jezil, kot se je lani, vsaj upam. No? Ja, vprašanje je, če bo Morris igral tako umazano kot lani. Je James Johnson, ki naj bi ga branil pred Morrisom, ni več v Dallasu, ne vem sicer, kdo ga bo zdaj, upam, da ne. Porzingis in bil izključen tako kot lani, ampak Luka je za eno leto bolj zrel, tudi Morris je videl, mislim, se mu je opravičil, ampak dobro, dajmo zdaj to serijo gledati kot 15 igralcev na 15 igralcev, ne Marcus Morris proti Luki. Mogoče je solidno izhodišče lanska serija, v kateri so izgubili 4-2 proti Clippersom in ta ekipa, ki jih čaka letos, je kar precej različna kot tista, proti kateri so lani izgubili, torej kot rečeno 4-2. Ampak glavni igralci so isti. S tem, da pri Dallasu lani Porzingisa na zadnjih 3 tekmah ni bilo, ni igral, na prvi je bil pa izključen in tudi ni odigral celotne tekme. Tako da tukaj je določena prednost Dallasa, na drugi strani o igralcih, s katerimi so se Clippersi okrepili, si ti že več povedal v zadnjem podcastu, ampak bi se jaz malce zadržal še pri tej obrambi. Zdaj sva rekla nekaj o provokacijah, bomo videli, kako bo Luka to letos prenašal. Mislim, da je ekipa bolj izkušena, kot je konec koncev povedal tudi Luka in vedo, kaj lahko pričakujejo. Tudi Tim Hardaway je povedal, da ga je lani ta physicality celotne serije malce presenetil, ta fizična igra, ampak da je letos precej bolje pripravljen, tako kot cela ekipa. Bomo videli, če bo temu res tako. Ampak ta obramba, Marko, ki jo bojo igrali na njemu, zdi se dejansko, in to je pravzaprav veljalo že lansko sezono, zdaj pa mogoče z dodatkom Batuma še malce bolj, da so Clippersi idealna ekipa za zaustavljanje takega igralca, kot je Luka Dončić. Imajo namreč dovolj igralcev, ki so dovolj visoki, močni in hitri, da lahko Luko pokrijejo, potem imajo pa še tiste nadležne muhe, brenčače, kot sta Pat Beverly in Rajon Rondo, ki bosta pa lahko Luko preganjala in pokrivala po celem parketu. Tako da ne bo Luki lahko, nikakor mu ne bo lahko. Težko bi našli ekipo, ki ima več bolj primernih igralcev za igranje obrambe na Luki, kot so to Clippersi. Ja, in težko bi našli tudi ekipo, ki je tako odvisna od enega igralca, kot je Dallas odvisen od Luke, in tudi to je včasih njihova slabost, ravno proti takšni ekipi, kot so Clippersi. Podobno je bilo recimo zdaj v play-in tekmi, ko so igrali Warriorsi proti Lakersom, s to razliko, da ko Curryja podvajajo, on lahko poda Draymond Greenu in odigrajo zelo lepo dejansko 4-3. Zdaj, Luka komu poda, nima nobenega igralca, kot je Draymond Green v Warriorsih, da bi lahko tako zanesljivo odigral 4-3 in od tega bo to dosti odvisno, kako se bodo znašli proti takšnim obrambam, kot jih je napovedal trener Clippersov. Zanima me, koliko ga bodo podvajali. Ali bodo poskušali na začetku predvsem z prevzemanjem po pick and rollu, za switchi, kjer seveda, kot sem omenil, imajo dovolj različnih obrambnih igralcev, recimo Marcus Morris, Paul George in še Kawhi Leonard.
Luka lahko recimo išče switche, ampak po vsej verjetnosti s temi tremi na parketu lahkega switcha, ki bi ga zlahka izkoristil, ne bo dobil. Primarno ga recimo lahko pokriva Marcus Morris, ampak potem po switchu na njega pride Paul George ali pa Kawhi Leonard. Dejal sem že, Rajon Rondo in Pat Beverly ga bosta verjetno agresivno pokrivala po celotnem parketu, potem me pa zanima ravno to, kar sem omenil. Ali bodo na začetku probali za switchi, ali pa ga bodo že od samega začetka agresivno podvajali po vsakem pick and rollu, ali pa celo blicali takoj, ko pride na polovico nasprotnika, če bo igral seveda žogo. Ena izmed pomanjkljivosti Dallasa je seveda to, da akcij za Luko brez žoge skoraj da ni. Post-up je ena izmed teh akcij, post-up, kjer je Luka izjemno uspešen, ampak tudi tukaj pogosto izkorišča switche. Če ima na sebi nižjega obrambnega igralca, nižjega branilca, potem je odličen v postu. Luka je za svojo višino in močjo dovolj visok, da bi lahko v kakšnih ekipah igral power forward. Ampak je tisto vprašanje, koliko ga bodo podvajali Clippersi, ali bodo ostavili, tako kot mnoge ekipe v rednem delu sezone, da jih ostali igralci Dallasa ne morejo premagati in bodo dopustili to igro 4-3, ki si jo ti omenil. Ja, glede na to, da je to prva tekma in da se tle ekipe še, tako rečemo, malo tipajo, jaz mislim, da bomo na začetku verjetno videli manj podvajanja, potem pa v drugem polčasu se bo Tyronn Lue glede na potek tekme odločil, ali bo to podvajanje pojačal ali bo pustil isto obrambo. Konec koncev, tudi če Luka da malo več pik, malo več asistov, kot bi trenerju Clippersu dišalo, so še vedno toliko dobra ekipa, da lahko verjetno to nadomestijo. Seveda razen, če en drug igralec od Dallasa toliko ne dominira, da izniči to razliko. In tukaj pridemo do uganke pod imenom Porzingis. Lansko sezono je bil Dallas v seriji konkurenčen tudi na račun tega, kako slab je bil Paul George. Paul George ima letos dosti boljšo sezono, zgleda, da je zdaj v dobri formi, bomo videli, če bo to dobro formo potrdil v play-offu. In jaz imam manj vprašanj pri Clippersovem play-off piju, mislim, da bo letos boljši, težko je že slabši kot lansko sezono. Več neznank je pa pri Dallasovem play-off piju, Marko. Ja, to je največje vprašanje. Kaj lahko pričakujemo od Porzingisa? V tekmah proti Clippersom, kolikor jih je pač odigral, je odigral res sijajno in igral je točno tako, kot si verjetno večina od njega želi, da igra tudi v redni sezoni. Torej ne samo kampiranje na trojki in zahtevanje žoge v postu in neki čudni procenti meta iz pol razdalje, ampak raznovrstni napadi oziroma raznovrstne poteze njegove v napadu, utekavanje, kampiranje mogoče tudi včasih na dunker spotu, kjer lahko pričaka kakšen lob, dobri bloki Lukatu, ne tisti, ko se odvaja še preden se v njega zabije obrambni igralec od Luke. In jaz mislim, da lahko takšnega Porzingisa pričakujemo tudi letos. Kajti pri njemu se vidi, da ko gre za res, da vse tiste njegove želje, kako bi želel, da Dallas igra tudi malo bolj njemu primerno in ne samo Luki, da te želje na stran in dela samo za ekipo. Zato sem jaz precej optimist okoli Porzingisa. Mogoče malo bolj kot kar nekaj drugih naših poslušalcev, ker ko berem komentarje, so kar malo pesimistični okoli Porzingisa. Ja, tisto, kar si vsi pri Porzingisu želimo, to, kar si omenil, je to, da bi on bolje izkoriščal to svojo višino, teh svojih 221 cm, bolj agresivno napadal obroč, več pick and rolla igral. Recimo pick and roll številke, učinkovitost pick and rolla Dončić, Porzingis je izjemna. One dva, vsaj ko govorimo o učinkovitosti na napad, torej koliko točk dosegata na en pick and roll, sta med tandemi, ki so odigrali vsaj 300 pick and rollov na prvem mestu z najvišjo učinkovitostjo. Problem je samo v tem, da ne igrata dovolj pick and rolla, da tisti najbolj nevarni pick and rolli lige odigrajo precej več pick and rollov vsako tekmo, kot jih one dva, in razlog za to je, da Porzingis precej raje igra pick and pop. Raje meče iz razdalje in tudi, ko dobi priložnost za post-up,
je njegova edina tehnika, da se obrne in meče čez obrambnega igralca, kar pa seveda ni najbolj učinkovit met in je Luka v polstepih, ker gre pod obroč, dosti bolj učinkovit. Če bo Porzingis bolj agresivno napadal obroč z utekavanji, tako kot si omenil, katal proti obroču in v pick and rollu napadal obroč, mislim, da bi lahko bil dosti bolj učinkovit na koncu in tudi učinkovito kaznoval morebitno podvajanje Clippersov, še posebej, če bodo to počeli ves čas. Pavla, tudi ne gre zanemariti njegovo pomembnost za Dallas, ker jim daje ta vertikalni spacing tega agresivnega rimrunnerja, divemana, centra, ki zelo dobro napada obroč. In to je ena stvar, ki so jo pogrešali tudi zaradi tega, ker seveda Porzingis tega ne počne tako pogosto. In Paul namreč dodaja neko dodatno dimenzijo tej igri. Na tekmah v drugem delu sezone, ko so Luko podvajali in je našel Paula, je Paul zelo učinkovito reševal te situacije ali zaključeval, ali pa če je prišla pomoč pod obročem, našel prostega strelca v kotu, ki je potem neovirano metal, tako da nasprotniki tega niso mogli več kaznovati tako kot predtem. Me pa zelo zanima, kako bo v tej seriji s Clippersi. Tudi recimo Zubac je lahko tukaj faktor, njega je Tyronn Lue ne zdaj v zadnjih izjavah, ampak že pred nekaj časa omenjal kot eno skrito orožje za obrambo na Luki Dončiću, ker je Zubac v lanski seriji pod obročem kar učinkovito pokril Luko, mu dal dovolj prostora v prodoru, da ga Luka ni mogel prehiteti, dal prostor na trojki ali pa s pol razdalje in ga potem kar dobro pokril pod samim obročem, kjer je Luka lansko sezono bil res izjemen in ga skoraj nobena ekipa ni mogla zaustaviti. Letos so se nasprotniki dosti bolje prilagodili na to in ob slabšem metu za 3 Dallasa kot lansko sezono, zato tudi lahko bolj zgostili obrambo pod obročem. Luka je pa na to odgovoril z boljšim metom s pol razdalje. In me zanima, če bodo proti njemu igrali drop coverage, kako bo ta matchup na Zubcu ali pa če bo tako igral Ibaka, recimo, kako bo potem zaključeval te napade, kako uspešen bo s pol razdalje. Letos je bil izjemen s pol razdalje, skoraj da 50% pri metih s pol razdalje. Povprečje lige je tam nekje 43-44%, tako da res govorimo o izjemnih odstotkih in če bo tako metal s pol razdalje tudi v tej seriji, potem drop coverage v obrambi centri Clippersov ne bojo mogli izkoristiti. Ja, Matej, kar se tiče Dwight Powella, v redni sezoni je z tem, kot se rekel, vertical spacing res zelo pomagal Luki pri pick and rollih. Mislim, da teh priložnosti ne bo toliko proti Clippersom, ker se bo verjetno obramba bolj zgostila pod obročem in bodo sigurno tudi bolj pazili na to opcijo. Jaz tukaj kot nek X-faktor vidim Jalena Brunsona, ki ga lani ni bilo. On lahko služi kot en takšen sekundarni distributer, sekundarni playmaker, na katerega se lahko zanese Luka, ko ga Clippersi podvajajo. Problem seveda je v obrambi, ker je Brunson toliko manjši proti vsem tem velikim krilom Clippersov. Ampak vsaj v nekaterih delih tekme se lahko Luka tudi na njega zanese, ko se obramba Clippersov skoncentrira prav na Luko. In kot smo tudi videli, Brunson je v tem letu precej napredoval. Če odštejemo zadnjih nekaj tekem, ker je bil malo slabši, je nasplošno čez sezono igral res odlično in lani so ga kar pogrešali. Brunson zna biti X-faktor, en zelo pomemben faktor, ki bo na koncu verjetno tudi pretehtal pri tem, kdo bo zmagal to serijo, je pa met za 3 točke. In tukaj moramo omeniti seveda, da so Clippersi letos imeli zgodovinsko dobro šutersko sezono. Ja, če jih primerjamo z lani, ko so bili 6. v ligi, letos mečejo 2 trojki več na tekmo, iz 37% za 3 od lani so pa skočili letos na, ne bom rekel neverjetnih, ampak osupljivih 41% za 3.
Takšen odstotek za 3 se lahko vsaka ekipa samo želi. Jaz verjamem, da bo verjetno malenko spadel v končnici, kjer se igra trša obramba kot redni sezoni, ampak takšno metanje trojk s takšno obrambo, kot igrajo Clippersi, ne poveduje čisto nič dobrega za Dallas, ki se bo mogel res izjemno potruditi, da bo konkuriral Clippersom toliko, da bo lahko vsaj 2 tekme zmagal. Če 3 tekme zmaga, se mi zdi to že majhno presenečenje za Dallas. Ne smemo pozabiti, da so pred sezono dodali Nikolasa Batuma v ekipo, ki je dober v obrambi in tudi meče 40% trojke. Letos Luke Kennard je tudi dober osostrelec, ki ga Tyronn Lue prve pol sezone nekako ni maral, ga je puščal na klopi, potem pa se vedno bolj zanašal na njega in prihaja tudi on v dobri formi v končnico. Patrick Beverly, ki lani ni igral, meče letos 40% za 3 iz 4 trojk na tekmo. Tu imamo samo šuterje in tudi njihovi procenti iz kota so fenomenalni. Mislim, da si ti našel netačne številke, ko se samo držiš za glavo, ko jih gledaš. Ja, Marko, iz levega kota letos Clippersi mečejo 47,7% za 3, iz desnega pa 45,5% za 3. In ob velikem številu metov. Njihov drive and kick, če ga Dallas ne bo uspel zaustaviti, to njihovo igro, prodore Paula Georgea, prodore Kawhija Leonarda, prodore ostalih ball handlerjev, te prodore in njihove podaje potem na strelca v kotu bo potrebno neutralizirati ali pa vsaj minimalizirati, ker v nasprotnem primeru, če bodo obdržali take odstotke iz kotov, bo zmaga v tej seriji misija nemogoče. Ti si omenil tudi odstotke igralcev Clippersov za 3. Jaz bi dodal še Marcusa Morrisa, ki pri več kot 5 trojkah na tekmo meče 47,3% za 3 letos. Večino tega so seveda catch and shoot meti, torej meti po sprejeti podaji in dosti teh metov je tudi ne neoviranih, ampak relativno odprtih ravno zaradi te njihove drive and kick igre, prodorov in potem uspešnih podaj na zunanje položaje, predvsem seveda v kot, ampak tudi iz ostalih položajev so zelo uspešni. Kennard meče skoraj 45 za 3, Reggie Jackson preko 43%, Rajon Rondo meče preko 43%. Recimo Kawhi Leonard je med najslabšimi po odstotku v ekipi letos in še vedno meče skoraj 40% za 3, 39,8, pa je v spodnji polovici po odstotku meta, tako da Paul George 41,1, dejali smo, kot ekipa so 41,5% in res bo to en zelo trd oreh za Dallas, ki je pa za 3 letos manj učinkovit, kot je bil lansko sezono, z menjavo Seta Curryja za Josha Richardsona, za katerega smo vsi mislili, da se bo malce bolj izkazal, da bo morda pokazal take igre, se približal tistim igram iz najboljše sezone v Miamiju. Dallas je ravno na račun tega, da so želeli izboljšati obrambo, popraviti obrambo, šel v to menjavo, ampak na koncu imajo po zaključku te sezone slabši napad in slabšo obrambo, če gledamo njihovo učinkovitost danih košev na 100 napadov ali pa prijetih košev na 100 napadov, so slabši kot lani v obeh kategorijah. Ja, Matej, mislim, da ima nekaj s tem opraviti tudi letošnja sezona, ki je ofenzivno verjetno najbolj učinkovita sezona v zgodovini NBA-ja. Neverjetno, Marko, ker je najbolj učinkovita sezona v zgodovini NBA-ja. Mislim, da sem ravno v debati pred podcastom omenil, kako je lani imel Dallas v zgodovini NBA najboljši napad, oziroma najbolj učinkovit napad, letos pa ga je prehitelo 4, 5, mogoče celo 6 ekip v učinkovitosti. Marko, 7 ekip ima letos bolj učinkovit napad kot Dallas Mavericks lani, ko so imeli najbolj učinkovit napad v zgodovini. Letos je ta Dallasov rekord porušilo kar 7 ekip. Dallas je pa 8. No, torej Dallas ni precej padel v napadu od lani, so se pa drugi toliko izboljšali, da relativno pač ni več tako pri vrhu kot lani.
Razlogov za to je verjetno več. Primarno mislim, da bi znalo biti to, da gledalcev ni bilo. Precej igralcev je omenilo, da je vzdušje na tekmi podobno kot vzdušje na treningu, kjer so lahko mogoče malce bolj sproščeni. Zdaj pa, ko so se v ZDA precej precepili proti covidu, lahko spet pričakujemo dosti gledalcev. Mislim, da v Dallasu približno 2/3 dvorane, mislim, da to je 12-13 tisoč ljudi. Če bodo zaradi tega padli procenti, trojke bomo še videli. In zanimivo bo tudi videti, kakšno bo naslednja sezona proti letošnji, vse kar se tiče napadalne učinkovitosti, ko bodo spet dvorane polne. Ampak dobro, pustimo zdaj primerjavo teh sezon za naprej, za nazaj. Ja, to je vsekakor zanimivo vprašanje, kaj je botrovalo tem zgodovinsko dobrim napadom, tej zgodovinsko dobri napadalni sezoni v ligi NBA, ker namreč ena stvar, ki jo zaznamo tudi v statistiki, da domača moštva še nikoli niso bila tako neuspešna, prednost domačega parketa ni igrala tako majhne vloge kot letos. Tako da ta faktor navijačev se nazorno pokaže v tem, kako pomembni so, in če jih ni, to seveda tudi ne predstavlja te dodatne prednosti za domačo ekipo in očitno nobenega strahu, se roke nasprotnikov čisto nič ne tresejo. V kakšni meri je zdaj to odvisno za te zgodovinsko dobre napade, ne vemo, ampak Marko nekaj mora reči tudi o obrambi Dallasa, predvsem zaradi tega, ker še ne vemo, če bo Kleber igral. Kleber je eden od 2-3 najboljših obrambnih igralcev Dallasa, lani nesporno najboljši obrambni igralec Dallasa, to sezono pa tudi on po težavah s covidom, pa še nekaj manjših poškodb, ni bil na nivoju lanske sezone, ampak še vedno, predvsem če govorimo o obrambi na Kawhiju Leonardu, je v lanskem play-offu on bil najbolj učinkovit v tej obrambi. Drugi obrambni igralci, Dorian Finney-Smith, je recimo prenizek in tudi ne dovolj močan, tako da bo on verjetno Paula Georgea prevzel. Za Kawhija bi pa potrebovali Kleberja, ne vemo pa še po teh zadnjih težavah, zadnji poškodbi, če bo zaigral, in to bi bila v obrambi Dallasa kar precejšna luknja, ravno ko govorimo tudi o teh podajah na 3, če bo potrebno pomagati na Kawhiju Leonardu v vseh prodorih. Če ne bo Kleberja, seveda potem bo to pomenilo tudi veliko teh neoviranih metov. Ja, tukaj bomo mogoče končno dobili odgovor, zakaj je Dallas menjal Curryja za Richardsona, kajti Richardson je obrambni specialist, sicer malenkost nižji od Leonarda in Paul Georgea, tudi malo lažji. Daleč od tega, da bi bil tako močen kot Paul George, da o Leonardu sploh ne govorimo, ampak mislim, da pri prevzemanju lahko verjetno opravi dobro nalogo, verjetno ne tako dobro kot Kleber, ampak smo prepričani, da boljše, kot bi jo opravil Seth Curry. Kar se tiče Richardsona v obrambi, tudi tukaj ni bil tako dober kot v najboljših letih v Miamiju, morda celo ne tako dober kot lansko sezono v Filadelfiji. Ampak upajmo na najboljše. Na koncu bo, in to je jasno, največ zopet odvisno od Luke pri Dallasu. Pri Clippersih bo pa največje vprašanje, kako zaustaviti Luko in na kakšen način ga bodo zaustavili oziroma zaustavljali. Ja, Matej, kar se tiče Richardsona, mogoče res boljše odigral v obrambi lani v Filadelfiji kot prej v Miamiju. Ne smemo sicer pozabiti, da je v Filadelfiji štartal iz klopi, torej igral večinoma proti drugim peterkam. Letos pa je igral skoraj izključno v prvih peterkah in kril najboljšega ali pa drugega najboljšega napadalca iz nasprotne ekipe. Videli smo, da je Carlisle v zadnjih nekaj tekmah malo eksperimentiral s prvo postavo in vključil Hardawaya v prvo postavo na račun Richardsona, ki je štartal iz klopi. Mogoče pa se je pripravljal na končnico, to bomo še videli. Ja, zaenkrat pravzaprav težko napovemo prvo peterko. Zdi se, da ima sedaj Tim Hardaway Jr. prednost, ko govorimo o napadu. Seveda Richardson je še vedno nekaj boljši v obrambi in to je bil tudi razlog, da je Carlisle tako dolgo z njim vztrajal v prvi peterki. Verjetno bo imel Hardaway zdaj prednost tudi na tej prvi tekmi v prvem krogu, potem pa seveda v seriji na 4 zmage se lahko trenerji sproti prilagajajo.
Če bodo začeli s peterko Dončić, Hardaway, potem Powell na centru, Porzingis na štirki in Dorian Finney-Smith na trojki, je to lahko problematična obrambna postava. Če bi bil Kleber zdrav, bi morda lahko on začel kot tisti visoki igralec poleg Porzingisa. In ko že omenjam probleme v obrambi Dallasa, je seveda tisti glavni problem neznanka zopet Porzingis tukaj. Luka, mislim, da je do sedaj že pokazal, da lahko na switchih pri prevzemanju igra dobro obrambo, ne celotno tekmo seveda, ampak določenih posestih Clippersov, dobro igra tudi na Kawhiju, tudi na Paulu Georgeu, tudi na Marcusu Morrisu, manj dvomim van kot pa v Porzingisa, ker če on ne bo sposoben v pick and rollu zaustavljati uspešno teh prodorov brez pomaganja, če se bodo igralci sprehajali mimo njega, potem seveda že spet pridemo do tega, da bo to verjetno pripeljalo do velikega števila neoviranih trojk za Clippers, predvsem teh iz kota, ampak tudi ostalih, in to ne bo dobro za Dallas. Tako da tukaj bi lahko Kleber precej pomagal, ampak že spet smo pa pri tem, da Kleber tudi letos ni bil na nivoju, ki bi se od njega pričakoval, in je ta obramba Dallasa izjemno problematična, tako da bo verjetno potrebno zmagovati z napadom oziroma dati dovolj točk, da bodo lahko premagali Clipperse. Dvomim, da jih bodo lahko zadržali pri dovolj nizkem številu točk, da bi lahko zmagali za voljo obrambe. Tudi v skoku poznamo probleme Dallasa to sezono, tako da napad Dallasa bo moral igrati tekoče, hitro najti rešitve za različne obrambne postavitve Clippersov. Če temu ne bo tako in če Luka ne bo MVP te serije, ob vseh neznankah in pomembnih igralcih, je mislim, da najbolj pomemben igralec te serije v obeh ekipah Luka Dončić. Dallas je bolj odvisen od Luke kot Clippersi od Kawhija, Paula Georgea ali katerega koli drugega igralca. Brez Lukove odlične igre, brez tega, da bo Luka blizu 30-točkovnemu trojnemu dvojčku, učinkovitemu 30-točkovnemu trojnemu dvojčku, brez tega, da bo Luka nadigral Kawhija na drugi strani, Dallas ne bo prišel v drugi krog. No, Matej, tukaj, preden gremo na Miami, ker smo se pri Dallasu res že dolgo zadržali, bi omenil samo še sodniški kriterij, ne vemo, kakšen bo. Če bo takšen kot lani in bodo sodniki pustili fizično igro, bo verjetno tudi Luka imel nekaj problemov s tem, če mu ne bodo dodelili dovolj prostih metov, glede na to, koliko ga bodo verjetno tudi faulirali. Za konec z moje strani glede Dallasa bi pa samo še povedal, če se spet malo vrnem k mojim dnevom navijaštva za Houston in Hardna, ravno to, kar si zdaj govoril, kako dvigne Luka nivo svoje igre v play-offih. Navijači Hardna so se veselili nad temi izbruhi točkovnimi med redno sezono, ampak vedno bil prisoten nek strah, kaj bo zdaj, ko bo play-offi. Pri Luki pa ravno obratno, in to je zame tako, ko bi rekel, osvežujoče. Gledaš Luko, kako dobro igra v redni sezoni in si rečeš, čakaj, da prijemo play-offe. Tam bo Luka šele pokazal, kaj se zna. In ne morem ti povedati, kako se veselim teh njegovih iger in ko me čakam tekme. Ja, pričakovanja pri Luki so vedno tista najvišja in ne dvomim, da jih bo letos zopet upravičil. Res je, Marko, zdaj so celo več povedala v Dallasu, kot sva nameravala, zato morda pojdiva zdaj še na drugi par, ki si ga boste lahko ogledali v soboto. To bo prva tekma play-offa nasploh, dejal sem ob 20 po našem času. Še ena ponovitev lanskega play-offa, sicer ne iz prvega kroga, temveč iz drugega, kjer so Hiti kar neslavno izločili Milwaukee Buckse in Janisa. Odgovor Milwaukeeja na to je bil, da so se še dodatno ukrepili. Že spet o okrepitvah v prejšnjem podcastu, da se ne bova ponavljala, Jrue Holiday je tista glavna, seveda.
Ampak glavni X-faktor, ko sva že govorila o teh pri Dallasu, pa je pri Miamiju vsaj eden od, pa lahko kar začneva z njim, Goran Dragić. Miami brez takega Gorana, kot so ga imeli v lanskem play-offu, kjer je do finala bil prvi strelec ekipe z več kot 20 točkami na tekmo, ob seveda učinkovitih odstotkih. Brez takega Gorana ne bodo videli zopet finala. Seveda sta tukaj Jimmy Butler in Bam Adebayo v tem trenutku še bolj pomembna, bi lahko rekel. Čeprav bi lahko o tem diskutirali. Namreč Miami nima izrazitega superzvezdnika, Miamijeva kača nima ene glave, tako kot Dallasova, ampak jih ima več. Tista največja glava, če tako rečem, je seveda Jimmy Butler, vendar je pri celotni zadevi Bam Adebayo prav tako pomemben v obrambi in napadu. Tudi v napadu igra pogosto teče preko njega, preko njegovih hand-offov. Miami je ena od ekip, ki največ uporablja to akcijo hand-off, torej predajo žoge v postavitvi bloka, ki omogočajo potem prodore njihovim branilcem, Dragiću, Tylerju Heroju, Nanu, tudi Jimmyju Butlerju in potem Goran Dragić kot tisti edini pravi organizator v ekipi, in to je tisto, kar so letos na tekmah, ko Goran ni igral, zelo, zelo pogrešali. Tyler Hero ni naredil koraka naprej, ki so ga pričakovali od njega po lanski rookie sezoni, po lanskem play-offu. So želeli začeti sezono z njim na položaju organizatorja, vendar se je izkazalo, da še ni pripravljen na to. Goran je bil dosti poškodovan, nekaj malega igral tudi v prvi peterki. Ampak na koncu je nanj prevzel to vlogo, vendar bolj kot skorer o Butlerju in Bamu. Goran je pa letos, pa to je ena stvar, o kateri bi lahko dosti debatirala, pa nima zdaj več dosti časa, ampak zanimivo mi je bilo opazovati Gorana, spremljati njegovo igro to sezono. Ne vem, koliko je lanska poškodba v finalu in hiter začetek nove sezone pustil posledic na tej sezoni in koliko so njegove poškodbe in bolj rezervirana igra na nekaterih tekmah posledica tega hitrega obrata začetka nove sezone, prekratkega časa za rehabilitacijo. V kolikšni meri je pa stvar tudi sistema in tega, da je Spoelstra želel bolj poriniti naprej kot playmakerja, seveda Tylerja Heroja in tudi Nana. Oba sta bila tudi v različnih govoricah za trade, kar lahko seveda pomeni tudi, da so jim želeli dvigati ceno in tudi zaradi tega jih malce bolj forsirali, ker namreč v rednem delu sezone je Goran ogromno, na nekaterih tekmah res ogromno prepuščal igro tema dvema branilcema, poleg seveda Jimmyja Butlerja in Bama, in potem tudi Iguodale, ki je nek sekundarni, terciarni playmaker ali pa tudi začenja nekatere napade. Vemo, da je dober playmaker za svojo pozicijo še posebej, in v Miamiju je res zelo liberalno vse razporejeno, kar tudi predstavlja določeno večjo nevarnost za nasprotno obrambo. Napade začenja, postavlja več različnih igralcev. Ampak Goran je med vsemi temi letos pogosto bil v kotu, prepuščal igro drugim, še vedno na nekaterih tekmah pokazal Dragon style igre, šel v full Dragon mode, začenjal napade, pick and roll igral, podajal samim na trojke ali zalagal z lobi Bama in obenem tudi sam dajal koše, trojke iz pol razdalje in v prodorih. Je pa potrebno reči, da največ časa je bil pa to sezono ta floor spacer v kotu, ne tisti primarni playmaker. In jaz seveda upam in mislim, da se je šparal za playoff, da bo zdaj v playoffu potrdil svoj status v Miamijevem Big Triu, če tako rečem, z Bamom Adebayom in Jimmyjem Butlerjem. Matej, mislim, da si odlično opisal vse aspekte igre Miamija, ki jih lahko pričakujemo jutri v končnici. Jaz bi se malenkost ustavil pri njihovih nasprotnikih, Milwaukee Bucksih, ki so letos igrali oziroma imeli najslabši rezultat od zadnjih 3 sezon. Spomnimo, Giannis je v zadnjih 2 sezonah zmagal MVP nagrado.
prav dosti poškodb niso imeli, še posebej, če primerjamo proti Brooklyn Netsom in Filadelfiji, pa so vseeno končali tretji konferenci, kljub temu, da so se ojačali z Jrue Holidayem, ki je zdaj, dajmo reči, njihov tretji najpomembnejši igralec, takoj za Giannisom in Chrisom Middletonom. Ampak kljub temu, da imajo novega igralca, tako dobrega igralca, igrajo še vedno isti način igre, Miami jih lahko verjetno zaustavi še vedno na zelo podoben način kot lani in tukaj vidim tisto iskrico upanja, ki je lahko imamo v tej seriji. Vem, da je Miami lani, ne bom rekel ravno z lahkoto, ampak dosti lažje, kot smo vsi pričakovali, odpravil Milwaukee. Letos temu ne bo tako, Milwaukee je tudi letos favorit. Ampak jaz napredka v njihovi ekipi enostavno ne vidim, oziroma ne vidim toliko, da bi rekel, da so res zelo izrazit favorit pri tem Miamiju. Izrazit favorit niso, se strinjam, so pa boljši kot lansko sezono. Napredek, ki bi ga jaz recimo izpostavil, je pick and roll Chrisa Middletona in Giannisa Antetokounmpa. Letos sta več igrala pick and roll, tudi Jrue Holiday in Giannis Antetokounmpo več igrata pick and roll, Giannis kot tisti rim runner, dive man je praktično nezaustavljiv, Chris Middleton je pa naredil napredek kot podajalec. In iz vrha ali strani side pick and roll zelo dobro deluje med njima. Z dodatkom Jruea Holidaya so dobili še enega zelo sposobnega ball handlerja, ki lahko igra na vseh položajih, zraven pa s PJ Tuckerjem še enega nepopustljivega obrambnega igralca in dobrega floor spacerja, strelca za 3 točke, 3&D igralca, obramba in trojke, to je tisto, kar rabijo. Poleg teh ball handlerjev, igralcev, ki igrajo žogo, Giannisa, Jruea in Middletona. Giannisa verjetno Miami lahko še vedno zaustavi tako kot lansko sezono. Ta njihova build the wall taktika, hitro vračanje v obrambo in potem zid večjih obrambnih igralcev pred Giannisom, ki zelo hitro, v primeru podaje Giannisove na zunanje položaje, se razprši in pokrije tudi ostrostrelce. To ja, ampak z dodatkom Jruea Holidaya in te dodatne komponente bolj nevarnega pick and rolla med Giannisom in Chrisom Middletonom, bo zanimivo videti, kako se bo Miami s tem soočil. Ne bo jim lahko. Pa ena stvar, ki pa ne samo za Miami, ampak tudi za Dallas velja seveda, pa tudi za Milwaukee in Clippers se te dve seriji v primeru poraza in izpada že v prvem krogu lahko pripelje do konkretnih sprememb po tem poleti. Ne samo v igralskem rosterju, ampak tudi na trenerskih stolčkih. Res je v igri ogromno, ampak da se ne bo vračala na Dallas, bom zaključil tam, kjer sem tudi začel z Goranom Dragićem. Če bo Goran uspel svojo igro dvigati na nivo iz lanskega play-offa, Jimmy Butler igral tako, kot je igral to sezono, ko je bil zdrav, s čimer si je, mislim, da prislužil tudi mesto v 3. najboljši peterki lige. O sezonskih nagradah več v enem od prehodnih podcastov, to lahko samo še mimo grede omenim. Če bodo Goran, Jimmy in Bam odigrali tako, kot so igrali lansko sezono, tako kot so igrali v lanskem play-offu, potem ima Miami zelo dobre možnosti in jaz mislim, da bo na koncu odločala 7. tekma in Miami lahko to tekmo dobi. Če ne bodo te 3 Miamijevi igralci odigrali na tem nivoju, zraven pa roleplayeri seveda ne bodo svojih minut učinkovito izkoristili, Miami potrebuje vse igralce na maksimumu. To je dejstvo in tukaj lahko se že spet navežem na Dallas. Te dve ekipi lahko premagata svoje nasprotnika. Samo v primeru, če bo vsak igralec v rotaciji dal svoj delež. Prostora za napake, takega kot njihovi nasprotniki, nimata obe ekipi slovenskih zvezdnikov. Morajo vsi igralci igrati odlično, zraven pa še trenerja oba pripraviti tudi dobro taktiko.
Marko, dolga so bila, dolg sem bil, ja, danes sem se razgovoril, upam, da sem ti pustil dovolj prostora, da si povedal tisto, kar si želel. Pa, se tudi jaz te rad poslušam, jaz sem mogoče malo bolj redko beseden kot ti, ampak pač tudi mi podcasti ne moramo razviti neko kemijo med sabo, tako kot igralci na igrišču ali kjerkoli druge na delu in drugih področjih. Prav ima šli bila sva kar dolga, predvsem z Dallasom, in kar se tiče tega, če je kdo povedal dovolj oziroma tisto, kar si želi, med to serijo, še posebej po tekmah, se bomo večkrat slišali, se veselili ali pa mogoče ne, upam da zmag Dallas in Miamija, analizirali in upam, da boste tudi vi poslušali, in na tej točki se bom zahvalil tako tebi kot vsem poslušalcem za poslušanje in se slišimo v kratkem. Adijo. Velja, se slišimo, ajde, čau.